V četrtek je v kulturnem centru Litija potekal dogodek v okviru preventivne akcije Heroji furajo v pižamah. Rdeča nit so bile razprave o prometni varnosti ter problematiki rabe alkohola in drugih psihoaktivnih snovi med mladimi. Po svetu je sledil rotacijski izobraževalni model, v katerem so dijaki in dijakinje gimnazije Litija sodelovali v vodenih razpravah s strokovnjaki iz različnih področij. Dijakom najbolj zanimive pa so bile praktične delavnice, kjer so udeleženci preizkusili simulator vožnje pod vplivom alkohola, tako imenovana pijana očala, merili reakcijski čas ter spoznavali vpliv distrakcije na vožnjo. Za sodelovanje smo bili kontaktirani s strani Zavoda Vozim kot povabilo k sodelovanju pri iniciativi Heroji furajo v pižamah. To je iniciativa, ki ozavešča o problematiki vožnje pod vplivom alkohola, predvsem pri mladih. Pri samem organizaciji je Mladinski center deloval kot neko stičišče ostalih, povezovalni člen z ostalimi deležniki v lokalni skupnosti, to je občino, policijo, Centrom za krepitev zdravja in tako naprej. In v sodelovanju z vsemi temi deležniki je nastal ta čudovit projekt, ki se danes odvija. Domov in uščeš ključe in ti padejo. Videla sem meglen, pa več slik, pa težko se je bilo orientirati, kje sem. V življenju mi lahko to pride prav, ker bom pazila, koliko bom pila, ker se zavedam posledic in potem ne bom pila veliko. Policisti imamo zelo pozitivno mnenje o takih dogodkih, ker vemo, da pozitivno vplivajo na pogled mladih, na udeležbo v cestnem prometu, zavedajo se potem tudi odgovornosti in kako se obnašati v cestnem prometu. Tako da se radi udeležujemo teh dogodkov in predstavljamo tudi naše poglede in naše vidike, kako vse skupaj poteka. Zelo se nam zdi pomembno, da je tudi Center za krepitev zdravja del takih dogodkov, ker da mlade osveščamo o pomenu zdravja na splošno in pa tudi tako pomembnih stvari, kot so temeljni postopki oživljanja, da jih naučimo v bistvu, kako lahko v teh trenutkih pristopijo k teh poškodovanjem in jim s tem lahko rešijo življenje. 30 let nazaj sem imel prometno nesrečo in zdaj delim kot ambasador to svojo zgodbo, ker veliko bolj na plodna tla pade moja osebna zgodba nekoga, ki je bil udeležen v nesreči, kot da bi stresal z rokava oziroma prodajal neko statistiko, ki bi jo potegnil z interneta in potem učil mlade oziroma jim predaval in žugal v teh in drugačnih stvarih. Na splošno imam rad življenje, pa življenje je dosti prekratko, tako da nisem imel nekih blaznih problemov se vrniti v življenje. Tako da mi tudi ni problem deliti to svojo zgodbo. Zaradi tega, ker nimam nekih zamer, kar se mi je zgodilo, oziroma zamer do tistega, ki mi je povzročil nesrečo. Tako da rade volje delim in upamo, da se koga dotakne in da koga obvarujemo pred takšno nesrečo. Litija je 33. občina v sklopu iniciative Heroji furajo v pižamah. Prišli smo do zavoda oziroma do mladinskega centra in moram reči, da z 9-letnih izkušnj je to eno izmed boljših, odzivnejših in predvsem mladinskih centrov, ki mi je mar za mlade in za okolico. In prišli smo s to pobudo, da dajmo pa nekaj narediti na področju ozaveščanja o vplivu alkohola in vplivu alkohola v prometu. In danes je prvi dogodek posvet v sklopu same iniciative. Prvič je ozaveščanje o nevarnosti alkohola med mladimi, o nevarnosti alkohola v prometu, seveda danes pa tudi vse več drugih drog. In se mi zdi, da samo kot skupnost lahko vplivamo tudi na posameznika. Skratka, začnemo pri sebi in v skupnosti. Na gimnaziji Litija smo se z veseljem odzvali povabilu za sodelovanje v projektu Heroji furajo v pižamah. Veliko naših dijakov že v 3. oziroma v 4. letniku opravi vozniški izpit, zato se nam zdijo vsebine iz tega področja za dijake res zelo pomembne. In verjamem, da so dijaki danes dobili veliko uporabnega znanja, ki jim bo v pomoč pri varni vožnji v cestnem prometu. In na tem mestu bi se tudi rada zahvalila organizatorjem
za povabilo in organizacijo. Vsi prisotni pa so se strinjali, da so tovrstni dogodki ključni za spodbujanje dialoga ter iskanje učinkovitih rešitev, ki lahko dolgoročno prispevajo k večji varnosti mladih v prometu.